privatizaciji govorimo o divjem lastninjenju na nek način. Odkot v bistvu bogatstvo za takšne prevzeme je mogoče spodobno? Torej, seveda obstaja več načinov. En način je seveda preko lastninskega preoblikovanja podjetij iz leta zakon iz leta 1993, seveda, ki je omogočil, da so zaposleni in bivši zaposleni dejansko vsi polnoletni oziroma državljani Slovenije, takrat te certifikate vložili seveda v različne gospodarske družbe. Potem je seveda sledil nekako prvi krog, kjer so tisti posamezniki, ki so imeli dovolj sredstva ali pa imeli možnost pridobiti kredite, na nek način potem kupovali poceni te lastninske certifikate, ki so potem ostali seveda tudi deleži v teh družbah. To je bil en način, to je pač znan, najbolj mogoče ravno Matjaž Gantar, to je ta skupina KD-ja, ki seveda na nek način je on ravno za temi certifikati, ki so prišel do enormnega premoženja in danes seveda odkupuje praktično naslik zavarovalnice, torej Adriatic Slovenija, praktično seveda stopa na finančni trg in podobno, ravno iz tega naslova, torej iz naslova certifikatov. Potem seveda druga skupina ljudi je seveda potem pridobivala premoženje predvsem z zastavo delnic, katere bi šele najdejansko pridobili oziroma kupili. To je recimo bil tipičen primer, je bila zavarovalnica Triglav, gospa Klemenčič in seveda tisti okrog njih vodstveni kader nekako zastavila delnice, katere še v bistvu niti ni pridobil ali bi postal lastnik. Na tak način so pridobili od banke podobne kredite in potem seveda na ta način pridobili tudi del premoženja. Seveda potem je na nek način tudi država reagirala za svojimi inštrumenti in preprečila, da bi recimo gospa Klemenčič v koncu privatizirala dejansko zavarovalnico Triglav. Potem seveda ena tretja skupina je recimo podobna, to je recimo sistem, ko je bil Mercator, ker je pa seveda takrat direktor Jankovič oziroma vsi okrog njega, tisti vodstveni dejansko kadri, so na nek način kupovali te deleže, torej tiste tudi delnice, ki so nastali iz naslova certifikatov in potem večali torej svoj delež vpliva znotraj gospodarske družbe. Tako Mercator je bil en podoben primer. In potem seveda, moče še ena četrta kategorija, to je pa v bistvu kategorija, ko so bili recimo Tuš in podobni, ki so pa seveda v tistem času, ko je bil razpad gospodarskega sistema, prehod, tranzicija dejansko tega drugega trga ni bilo in so ogromno družb šlo v stečaj. Torej se dalo za relativno mali denar kupovati določene družbe. In tu se je zgodilo, da je recimo Tuš postopoma dejansko kupoval najprej trgovske subjekte znotraj Celjske in Savinjske regije in potem seveda širo svoj imperij dejansko z tukaj teh družb to je to pa bilo drugo, to so bili tisti prevzemi, kateri tudi bilo dejansko v preteklosti sporno. Torej, kar se tiče moče seveda bogatstva vsega tega, to je bilo tako, da praktično razen Klemenčičeve pa Danila Kovačiča na hito, mislim, da ta kriminal belih povratnikov, tako imenovani kriminal belih povratnikov, ni bil nikoli sankcioniran oziroma praktično država ni spostavila bolj zakonskih in drugih inštrumentov, da bi te zadeve preprečili. Tale nov zakon, ki ga je vlada sprejela, preprečuje oziroma omejuje vpliv možnosti takšnih manipulacij z delnicami. Opozicija seveda ostro kritizira ta zakon. Kaj potem lahko sklepamo, da so tajkuni bližje levici ali desnici? Mislim, da je zadeva zelo enostavna. Zadnjič je državno zboru, mislim, da gospod Vrhovnik dejal, da kjerkoli odpiramo zgodbo, se kažejo ven glave SDS-a. Vendar na eno preprosto vprašanje ne pove eno od glav SDS-a, ki se kaže iz državljancev, seveda odgovora ni bilo. Kakorkoli obračamo in kolikokoli pokrov odpiramo, je popolnoma jasno, katere glave so pod njimi, večinoma jih pripada strukturi, če gledamo politično SDS, SD, ponovno tudi zares,
Gospod Lahovnik pa je bil gospodarski minister tiste vlade, ki bi lahko spremenila zakon o prevzemih v letu 2003, vendar ga ni. Bil je gospodarski minister tiste vlade, ki bi morala spremeniti zakon o pooblaščenih investicijskih družbah najkasneje do konca leta 2003, pa ga ni. S tem je omogočila, da se je to premoženje Fido skoncentriralo v rokah 25 posameznikov, 95% tega premoženja. In na drugi strani, kar se tiče zakona o prevzemih, omogočila praktično to, da se je zgodilo tisto, kar se je realno pokazalo že v tem mandatu, ki smo bil zakon pa spremenjen, ki je nekako na planu potegnil te prikrite prevzeme, ki so se dogajali že v preteklosti. Kajti večina teh stvari, o katerih smo pričali lani pa letos, se je dogajala že v preteklosti, tudi zgodila v preteklosti. Veste, take zadeve, ki se tičejo nekaj 100 milijonov evrov, se ne morejo zgoditi čez noč. Stvari so bile natančno proučene in pripravljene in zaradi neaktivnosti, predvsem Agencije za trg vrednostnih papirjev gospoda Boraka, tudi uspešno prikrivane. V vsaki toliko v eni državi, ker bi te institucije upravljale svojo vlogo, se to ne bi zgodilo, ker so zadeve preveč so nemogoče. Če ti nek medij objavi, da je neka gospa, ki je bančna uslužbenka, najbogatejša Slovenka, potem je popolnoma jasno, da nekaj ni v redu. Mislim, da je pri nekaj inštitucij, ki bi se morali s takim primerom bistveno prej pozabavati, da tam je inštitucija. Danes je bilo dosti govora o tej zakonodaji, da je zdaj ta zgodba aktualnih slovenskih tajkunov dejansko po zakonodaji sodeč čista. No, jaz mislim, da ni bilo govora, da je ta zgodba po zakonodaji čista. Gre za to, da smo imeli že v tistem obdobju, ko so se te stvari dogajale, večina se jih je dogajala že v preteklih letih, recimo ta najbolj odmevna glede pivovarne Laško se je v bistvu zgodila leta 2006, avgusta meseca, že takrat ustrezno zakonodajo, ki bi jo bilo potrebno spoštovati. Problem je bil, da inštitucije, nadzorne inštitucije, ki bi morali takrat odreagirati, Agencija za trg vrednostnih papirjev in Urad za varstvo konkurence pod takratnim vodstvom gospoda Boraka in gospoda Plahutnika nista odigrala svoje vloge. No, glede na ukrepe, ki so bili sprejeti, glede na drugačen način delovanja teh nadzornih institucij, tudi glede na nedavno sprejeto zakonodajo, ki je na nek način sanirala tisto, kar bi lahko že Banka Slovenije storila, vsaj kar se tiče teh kreditov. Menim, da do teh zgodb več prihajati ne more. V teh najbolj spornih primerih pa so vsi postopki s strani Agencije za trg vrednostnih papirjev in Urada za varstvo konkurence še v teku.